V okviru projekta Od mlina do mlina je v Šmartnem na Pohorju potekala razglasitev Čezmejnega muzeja mlinov Slovenije in Madžarske s predstavitvijo monografije o mlinih. Dogodek se je začel z zbiranjem in pohodom do Jakčevega mlina na Tinju. Sledil je ogled in predstavitev Jakčevega mlina, nato pa skupni prevoz do Šatorovega mlina v Bojtini na območju Šmartnega na Pohorju. Tam je potekal ogled in predstavitev Šatorovega mlina, nato pa so se obiskovalci zbrali v dvorani gasilskega doma v Šmartnem na Pohorju. V nadaljevanju je sledila moderirana predstavitev monografije o mlinih, predstavitev dosežkov projekta Od mlina do mlina, nagovori povabljenih gostov ter slovesna podelitev tablic za članstvo v muzeju mlinov ob razglasitvi muzeja. Več o tem koordinator projekta pri vodilnem partnerju RIC Slovenska Bistrica Danijel Zorko. Danes smo v bistvu povezali ta dogodek predstavitve oziroma razglasitve muzeja mlinov skupaj z ogledom dveh pohorskih mlinov, ki sta tukaj v bližini. Malo sta odročna sicer, pa tudi vezana na sezono, če smo malo pošteni, tako da sta dostopna bolj ali manj v poletnem času, ker sta toliko više in tudi v vremenske razmere dostikrat niso naklonjene. Danes smo tukaj imeli oziroma izvedli razglasitev muzeja mlinov. Podarili smo tema dvema mlinoma, to sta Jakčev mlin na Tinju in pa Šatorov mlin Šmartne na Pohorju, te tablice identifikacijske za svojo številko, ki jo bo dobil tudi vsak mlin. O izdelavi monografije o mlinih z naslovom Od mlina do mlina sodelavec pri izdelavi monografije dr. Bernard Goršak. Izdelava monografije o mlinih z naslovom Od mlina do mlina in tudi predstavitev te monografije predstavlja enega, morda celo vrhuncev samega projekta, ki je 3-leten čezmejnen Slovenija-Madžarska iz Interrega. In v tej monografiji smo želeli navzočim predstaviti tiste mline, ki so vključeni v razpršeni muzej mlinov z obeh držav. Noter je predstavljenih 13 mlinov, lahko bilo še več. Omenili smo razloge, ki so določene mline uspeli uvrstiti v to monografijo in tudi okoliščine, zakaj nekateri niso in mogoče še bodo. Z monografijo se dokazuje, da je ta prostor čezmejni Slovenija-Madžarska znotraj programskega območja Interreg bogat s tovrstno kulturno dediščino, da ta dediščina si zasluži pozornost in da se skozi projekte poskušajo upravljavci ali lastniki povezati, da bi to dediščino lahko tudi ustrezneje uspešneje promovirali, tržili, ponudili tudi obiskovalcem in ne nazadnje je to tudi končni cilj, da bi preko turističnega produkta, preko turističnega obiska ponovno vsaj deloma uspeli oživeti to dediščino tudi na ta način, ki si jo zasluži. Kot je ob tem povedal dr. Goršak, je izdelava tovrstne monografije zahtevno in časovno obsežno delo. Tu se nekajkrat pojavil, ali ne bom rekel težav, ampak ovira, neki izziv, ki je bilo treba preiti, ali je bilo potrebno nekaj zelo dosti komunikacije, korespondence, da si nekdo premisli, da vstopi projekt, ali pa nazadnje tudi se je odločil, da ne vstopi. Zagotovo to se ne da narediti v enem mesecu, niti v pol leta ne. Tisti prvi začetki nastavkov za monografijo in do njenega publikacije so bili skoraj 1 leto. To pa pomeni, da je v tem času bilo ne samo zbiranje besedilnega gradiva, raziskovanje zgodbe o zgodovini vsakega posameznega mlina, tudi na nek način dopovedovanje, prepričevanje oziroma motiviranje lastnikov, zakaj se naj odločijo, da vstopijo v ta projekt, kaj od tega profitirajo. In mnogih se je iz neke prvotne skepse vendarle potem pokazalo, da prepoznavajo prednost tega projekta, ker jim predvsem prinaša pozitivne doprinose že tako k njihovi želji po turistični promociji lastne regije. To smo pri nekaterih občinah, zlasti na Goričkem, zelo prepričljivo doživeli tudi na lastni koži, kjer se je po zaslugi tega projekta tudi zavedanje o tem, da s tem, ko imajo v ponudbi tak mlin, dejansko se lahko tudi ponašajo z nečim, kar drugi nimajo, da so primerjalno boljši. Dela je bilo od zbiranja gradiva, fotografiranja, oblikovanja, komunikacije,
tu je pa vendarle poplačilo vsega tega s tem, da to ugleda beli dan in da potem, ko vidimo reakcijo tako danes pri teh, katerim je to bilo predstavljeno, da z zanimanjem, niti ni treba, da z navdušenjem, ampak vsaj z tistim, wow, to pa je nekaj zanimivega, o tem pa se želim, ne vem, poučiti ali pa prepričati ali pa celo, kar je pa najpomembnejše, to želim tudi videti, obiskati in mogoče še koga s sabo povabiti. Pobudnik za ohranitev Jakčevega mlina in njegovega nadaljnega delovanja, Alojz Capelj, nam je pojasnil, zakaj se je vključil v projekt Od mlina do mlina. Želja je bila skozi, da bi mlini ostali takšni kot so, ker mi smo le živeli veliko z vodo, z mlini na tem predelu Pohorja in tudi tu je bilo brez kruha si lačen, ne? In zato smo tudi rekli, da je prav, da se vsaj en mlin obdrži v našem kraju in upam, da nam bo to uspelo. Capelj ima željo, da v prihodnosti obišče mline, ki so zajeti v mreži. Na vprašanje, kaj meni o omenjenem projektu, Capelj nadaljuje. Projekt je zelo dobro zasnovan, ampak mi smo le bolj v povojih, kar se tega tiče. Tudi pri same obnovi mlina zdaj smo že tudi zaprosili, da smo verjetno mogli obrniti na vas, na vaše društvo Od mlina do mlina, da le imate več informacij, večje izkušnje in tudi bomo mi mogoče s tem lažje prišli do svojih želja. Včasih je že dosti samo prava informacija, na katera vrata potrkati, na komu se obrniti in je to največ vredno, se mi zdi, ko pa da sam nekaj iščeš. Upravljavec Šetorovega mlina Šahtler je ob tem povedal, da je ponosen, da je njegov mlin vključen v projekt. Seveda, ker tudi mlin, tu so redki mlini, tu blizu ni dobenega takega. Makar jih je pred čase bilo od Poskave pa do vrh Pohorja krog 50. Več o pomenu izvajanja projektov na Razvojno-izobraževalnem centru Slovenska Bistrica pa... Ne samo ta projekt Od mlina do mlina, nasploh bi za naš zavod, se pravi Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica, rekel, da stremimo k temu, da pripeljemo čim več projektov s čim več, recimo temu, koristnimi vsebinami v naš konec. Se pravi z vsebinami, ki po koncu projekta neke rezultate pustijo. Zdaj, okoli teh projektov bi jaz rekel tako, mnenje je, da je teh razpisov in nasploh možnosti za financiranje projektov ogromno, kar se potem v praksi pokaže, da temu niti ni tako, zato je dejansko vsaka uspešna kandidatura in vsak pripeljan projekt toliko bolj pomemben. Kar se pa tiče konkretno pomena projekta, ki ga omenjate, se pravi projekt Od mlina do mlina, pa to gre za projekt, ki po eni strani revitalizira obstoječo kulturno in nenazadnje tehnično dediščino, še z enim zelo pomembnim dodatkom, se pravi, da gre tudi v dolgoročnem smislu za navezavo z turizmom. Se pravi, sam projekt prinese rezultat, v tem primeru je to razpršen muzej mlinov, ki bo tudi po zaključku projekta ostal kot turističen produkt v kraju oziroma širše tudi v okolici. V kateri fazi se trenutno nahaja projekt, Zorko nadaljuje? Ja, v projektu Od mlina do mlina smo krepko zakorakali v drugo polovico. Opravili smo večinoma oziroma vse investicijska dela, izobrazili smo vodnike. V tej drugi fazi pa v bistvu prenašamo oziroma vključujemo našo mladino, otroke, študente, se pravi, prenašamo to ozaveščanje o kulturni tehnični dediščini naprej. To bomo v bistvu izvedli skozi številne dogodke, ki so tudi promocijske narave, hkrati pa tudi že promoviramo to monografijo Od mlina do mlina, v katero je vključenih teh 13 mlinov. Zadnja nekako sklepna faza bo pa novo ustanovljeno društvo, občin zbor oziroma na neki način ta skupnost, ki bo potem se v bistvu odločala oziroma dogovorila, kako bomo društvo peljali po projektu naprej. O samem dogodku pa? Ja, mi smo veseli tega dogodka, posebej tega razpršenega seveda muzeja mlinov. Posebej smo seveda veseli, ker je vključen v ta projekt tudi naš mlin, Šetorov mlin, na katerega smo posebej ponosni. Gre za dediščino naših prednikov. Želimo jo seveda prenesti tudi na naše mlade, da se bodo zavedali, kaj je kulturna dediščina. Upamo, da nam bo uspelo.
Ali se bo Pregl vključila v novo nastalo društvo Razpršeni muzej mlinov Slovenije in Madžarske, ki je nastalo v okviru projekta? Ja, verjetno ja, seveda bomo, z veseljem. Pregl je poudarila, da si želijo v krajevni skupnosti Šmartno v Pohorju na podlagi omenjenega projekta postati bolj turistično prepoznavni. Ja, mi seveda želimo si, da bi s tem mogoče tudi malo bolj turistično bili prepoznavni, da bi vključili mogoče kakšne turistične izlete, kamor bi vključili seveda tudi naš mlin, pa ostale naše znamenitosti, ki jih tu pri nas seveda na Pohorju ni malo. Po pogovoru s sodelavcem pri monografiji Od mlina do mlina ter podelitvi knjig se je dogodek zaključil s pogostitvijo in mreženjem.